Hvala. Kot rečen, jaz sem Matija Šukle. Zelo hitro bomo šli čez, zaradi tega, ker gre za eno precej komplicirano temo, z veliko facetam, ampak imamo časa, kolikor ga je, zaradi tega, ker so vse ostale teme tudi zelo zanimive in pomembne za današnji dan. Druga stvar, jaz bom dokaj skakal gor pa dol. To rad počnem, plus to, da bo v eni fazi centralni slajd je ena precej komplicirana tabelica, ki zelo pomaga, če se majčkeno razloži v živo. Kot rečen, govoril bom o FOSS oziroma o odprti kodi. Free software, open source, odprta koda, prosta program je, to je v bistvu vse isti šmoren. Ne samo v praksi, tudi v teoriji se je izkazalo, da je zadeva ista. Če hoče kdo historičen ekskurs, se lahko pa na kavi pomenimo o tem. To se pravi, jaz bom pogosto na slajdih bo pisal FOSS, jaz bom verjetno govoril o odprti kodi, ne se pustiti zmešati, to je isto. Zakaj se uporablja FOSS? Kot je bilo že rečeno, zadeva je cool, pač vsa mularija to zdaj počne. Ampak bolj z praktičnih razlogov, zakaj se firme s tem ubadajo, je zaradi tega, ker pri ponovni uporabi tehnologije, se pravi, če uporabimo odprtokodne rešitve, ki že obstajajo, imamo hitrejši razvoj, ker ni treba na novo pisati vsega z nule, ni treba tople vode izumljati, posledično je razvoj tudi cenejši in pod predpostavko, da dejansko nekdo gleda tisto kodo in jo preverja, je tudi varnejši, kakor če je koda samo zaprta in se računa na to, da noben ne bo odkril napake, ker je ne more videti in ne bo po nesreč nanjo naletel ali hacknil. Zdaj, jaz sem po izobrazbi pravnik. Hvala Bogu, sem tudi precej tehničen tip, tako da nekaj je. Ampak z pravnega vidika so v bistvu kar definira odprtokoden paket oziroma odprtokoden software je licenca. Zaradi tega, kot smo že prej izvedeli, avtorsko pravo velja avtomatično, ni ga treba registrirati. Takoj, ko se nekaj objavi, je zaščiten z avtorsko pravnim pravicam. Kar pomeni, da jaz kot uporabnik dobim pravice samo na podlagi licence. Ni licence, nimam pravic. As simple as that. To se pravi, rabim odprtokodno licenco, zato da je stvar odprtokodna in lahko karkoli počnem. Odprtokodna definicija oziroma definicija free software, kakor jo podaja Free Software Foundation, je, da mora software končnemu uporabniku nuditi 4 osnovne pravice. Use, study, share and improve. To se pravi, po slovensko gre za to, da lahko s kodo počnem, kar hočem, da jo lahko uporabljam, kakorkoli žečem, da lahko pogledam, kaj ta koda dela in pa, ko ugotovim, kaj ta koda dela, da jo lahko tudi spremenim po svojih željah in potrebah in seveda, da lahko tam kodo, ki sem jo dobil in seveda svojo predelavo le-te naprej širim, to se pravi, da lahko distribuiram, da lahko kopiram in tako naprej. Tisti, ki ste že bolj domači v tej odprtokodni sceni, veste, da obstaja še open source initiative, ki ima svojo definicijo, kaj je open source, ki ima 10 točk, ampak ki v bistvu povzemajo isto samo na malce širše. Se pravi, definiciji si razlikujete, ampak pridete do istih zaključkov. Pri tem je treba poudariti, da open source ni isto kot freeware, to se pravi, že res, da je po definiciji mora licenca biti brezplačna. To se pravi, kodo sem jaz mogel zastonj dobiti, ampak še zmeraj lahko ima, da se obstaja biznis model okoli, klasičen biznis model je support, drug malo manj klasičen, ampak vseeno pogost biznis model je nudenje dodatnih garancij, ker po defaultu, ko dobite odprtokodno program, ali pa v bistvu kjerkoli, ponavadi noter piše, da kdorkoli vam je tisto kodo dal, ne garantira za drek nič, razen kar more po zakonu. Ok, to so zdaj osnove, ampak kako zadeva izgleda v praksi. Zadnje par let sem licensing counsel v enim srednje veliki mednarodni firmi Liferay, tako da je vsak dan se v bistvu ubadam z odprtokodnim licencem, kar pomeni, da jaz pazim na to, kaj pride not in kaj gre ven. In tako je tudi, kako se v praksi najbolj gleda na te stvari. To se pravi, zmeri, kadarkoli uporabljamo ali pa pišemo neko kodo, smo del nekega supply chaina oziroma neke
dobavne verige. Kar pomeni, da imam nad sabo mojo vhodno oziroma moj upstream, od katerega od teh dobaviteljev dobivam stvari, ali je to koda, ali so hardverske komponente, ali karkoli že. Pol jaz nekaj s tem naredim in pol dam naprej dol v svoj downstream, se pravim svojim strankam, končnim uporabnikom ali pa širšemu communityju, javnosti in tako naprej. Velik del biti licensing counsel oziroma open source officer v firmi je, da paziš, da so pravice, ki si jih dobil od zgoraj, od svojih dobaviteljev, da so zadostne za to, kar ti počneš in da so zadostne za to, kar rabijo tvoj downstream, se pravi tvoje stranke oziroma skupnost, kaj potrebuje in pričakuje. Včasih se zgodi, da licenca, ki jo jaz hočem dajati, pa licenca, ki jo pač neka komponenta nosi, ki jo hočem uporabljati, nista kompatibilne. In pa je treba kaj glede tega narediti. Tipično, kar se pričakuje, kar večina licenc in tudi v bistvu avtorsko-pravna zakonodaja zahteva, je, da ko dobim nek paket, oziroma neko kodo, ki ga potem predelam ali samo naprej posredujem, je, da moram obdržati vsa besedila licenc, ker kot rečen, če nimam licence, nimam pravic, ergo hočem dokument, ki omenja pravice, ki jih imam, obdržati. Obdržati vse omembe avtorstva in imetnikov avtorskih pravic. Tukaj je odvisno od jurisdikcije, a je treba oboje ali samo enega, tako da v praksi, oziroma pri nas in tudi v praksi v tujini, je fajn oboje obdržati. Je treba pa poudariti, da kar se tiče označbe avtorjev samih, je to pravica avtorja. Se pravi, če se ni avtor sam navedel, ga ni treba iskati. To sem slišal že, da so neki pravniki probali početi noro, kaj počnejo, ampak ker gre za pravico, ne pa za obveznost, zakonsko pomeni, da pač, če se je navedel, moramo njegovo avtorstvo obdržati, ni ga pa treba iskati aktivno, kdo je avtor tiste določene vrstice kode. V praksi se pogosto dogaja, da je treba tudi svojim strankam dobaviti tako imenovan software bill of material. To je dokument, v katerem je spisek vseh softverskih komponent, ki se jih uporablja, skratka vse, kar sem dobil od svojih dobaviteljev, ali so to odprtokodni projekti, ali so druge firme. Katera komponenta je, katera verzija komponente je, kdo je imetnik avtorskih pravic, pod katero licenco je zadeva dana, so neke osnovne informacije, ki morajo biti v enem software bill of material. Lahko so potem še dodatne, kako interagira z ostalim softverom ali pa kontakte, linke, tehnične detajle in tako naprej. In seveda, ker jaz nekaj naredim, ko dam naprej, je pametno, da tudi svoje delo pravilno označim, zaradi tega, da bodo drugi vedeli, kaj je moje in pod katerimi pogoji jaz to naprej dajem. Kot rečen, pri vsem tem, ko enkrat pač to tako vse splošen termin za to je open source oziroma FOSS compliance, upravim svoje zahteve, ki jih licence od mene pričakujejo. Je zelo pametno tudi upoštevati, kaj se dogaja v mojem downstreamu, kaj je interes teh, ki jim jaz dobavljam kodo, ali pa v končni fazi lahko tudi fizičen produkt, ki uporablja na primer Linux sistem ali pa kaj takega. Tako izgleda to v praksi, ampak nažalost bo treba spet majčkeno nazaj v teorijo. In sicer open source licenc je na stotine. To se sliši ogromno, ampak po drugi strani end user license agreementov in komercialnih licenc je nebroj. Mislim, dobesedno nešteto. Človek bi upal, lepo bi bilo, če bi vsaka firma imela enega, pa nima. Niti vsak produkt nima ene komercialne licence. Pogosto se te komercialne licence razlikujejo od leta do leta, razlikujejo se tudi od stranke do stranke, če so stranke dosti močne, da svoje posebne pogoje izborijo. Tako da že res, da je odprtokodnih licenc veliko, ampak jih je vsaj omejeno število.
je treba tukaj tudi dodati, da jih je sicer veliko, ampak teh, ki se jih v praksi pogosto uporablja, je bolj malo. Je to ducat jih je mogoče takih, ki jih pač redno srečujem. Pa jih je ene par, ki so malo bolj obskurne, ampak vseeno so dovolj razumljive in dovolj razumljene že. V grobem delimo licence, odprtokodne licence na dve velike skupine. Ene so copyleft licence, kot je na primer GPL, druge so permisivne licence, oziroma ne copyleft licence, kot sta tipičen primer, sta BSD pa Apache licenca. Apache licenca je tukaj specifična zaradi tega, ker eksplicitno vključuje patentno licenco. Tega se zdaj ne bomo šli v detajle, lahko gremo pol v software kliniki, če bo koga kaj več zanimalo na to temo. Ampak samo tako, da omenim, da open source licence lahko vključujejo tudi patentne licence in določene pogoje. Kot rečen, odprtokodna licenca mora vsebovati vse 4 pravice, to se pravi use, study, share, improve, in vse te pravice moram dobiti od svojega upstreama, če dobim nekaj pod permisivno licenco. Skupno s copyleft licencami je tudi, da je treba v večini licenc ohraniti besedilo in ohraniti navedbe avtorskih, navedke imetnikov avtorskih pravic. Včasih zahtevajo tudi licence same, da je treba označiti avtorja ali spremembe, ki smo jih naredili na kodi, ampak kot rečeno, to je tako v vsakem primeru pameten narediti, ker na primer po slovenski zakonodaji je treba avtorja navesti v vsakem primeru. Potem copyleft licence so v bistvu isto v grobem, s to razliko, da licenca, ki jo dobim, ne vpliva na licenco, ki jo jaz dam naprej. To se pravi, če jaz dobim paket, oziroma obrnjeno, pri permisivnih licencah ne vpliva. To se pravi, če jaz dobim kodo pod MIT licenco in jo predelam in jo dam naprej, me ta MIT licenca ne omejuje pri tem, pod kakšno licenco bom jaz svoj produkt dal naprej. In zaradi tega mi tudi izvorne kode do osnovnega paketa ni treba posredovati naprej. Obratno je pri copyleft licencah, ker gre za to, da se te pravice, ki smo jih dobili, te 4 glavne pravice, ne konzumirajo v meni kot distribuerju oziroma predelatorju, predelovalcu, ampak da jih moram posredovati naprej, skratka, da pravice tečejo skupaj s kodo. Potem bomo videli na naslednjih slajdih, kje je razlika v tem, kolikšna je širina dometa in pod kakšnimi pogoji je treba pač izhodno licenco prilagoditi vhodni licenci, ampak to je osnovno temu treba tako narediti. Ker moram potem svoj izhodni produkt tudi licencirati oziroma izhodno licenco uskladiti z vhodno, moram tudi omogočiti svojim strankam, da imajo dostop do izvorne kode osnovnega te komponente, ki je pod copyleft licenco. Tukaj je zdaj treba spet omeniti en mit, ki se okoli širi. Mit sicer pravi, da če dobim nekaj pod GPL licenco, moram nazaj poslati svoje popravke, ni res. Nikjer ne piše, da je treba popravke poslati nazaj, moje popravke moram poslati naprej, samo če sem in samo naprej in samo pod pogojem, da sem jim poslal del paketa, ki sem ga dobil. Je pa res, da ima potem moje stranke ali pa komorkoli sem zadevo kodo naprej, da imajo one pravico zadevo javno objaviti ali pa nazaj mojemu dobavitelju poslati. Isto velja seveda za izvorno kodo, zaradi tega, ker moram omogočiti svojemu downstreamu iste pravice, ki sem jih jaz dobil, in moram tudi omogočiti dostop do izvorne kode, da lahko sploh preverijo, kaj ta koda dela in da lahko potem modificirajo. To je zdaj malo bolj komplicirana zadeva, ampak vsaj na prvi pogled, ampak bo šlo. To se pravi, na enem ekstremu, na eni strani imamo čiste avtorske pravice, se pravi, če nimam licence, kakšna je situacija. Na drugem koncu imamo javno domeno.
Se pravi, v praksi v Sloveniji to pomeni, ko je avtorska pravica zapadla, to se pravi 70 let po smrti avtorja oziroma 70 let po objavi, če gre za če ima avtorske pravice pravna oseba. Pri avtorskih pravicah gre, pač nam zakon sam že daje pravico, da če smo dobili zadevo legalno, lahko uporabljamo. To je zanimivo, veliko ljudi pozabi na to. Hkrati so ene zelo omejeni pogoji, pod katerimi lahko izvorno kodo zahtevam ali reverse engineeram, zaradi tega izključno zato, da lahko popravim napake, da delajo na mojem sistemu oziroma zaradi interoperabilnosti, kadar je temu tako potrebno. Tukaj zdaj ne bomo šli v detajle, ker gre za zelo specifične omejitve. Je pa treba reči, da je pa potem res zaradi tega, ker ne smem deliti naprej zadeve, tudi moj downstream nima nobenih pravic, ker ga ni. Kot rečem, tale stolpec ponazoruje ta vhodni del, se pravi, če sem jaz dobil kodo od zunaj in ta je moj izhodni del. Katere pravice smem oziroma moram naprej posredovati. Po drugi strani, če je avtorska pravica zapadla, lahko delam zadevo, kar hočem. To, da lahko delam zadevo, kar hočem, ker avtorskih pravic na zadevi ni več, mi niti avtorja ni treba več navesti. 70 let po društvu mu je verjetno tudi dokaj vseeno. In zanimiva zadeva je, da potem tukaj so vprašajčki, pomeni, da lahko jaz naredim, kar hočem. Lahko se odločim, da bom dal iste pravice naprej, lahko ne, lahko komplet zaprem kodo, delam s tem, kar hočem, lahko pa se že zmer zadevo naprej širim pod ali kakšno drugo licenco ali v javni domeni ali kakorkoli. Podobna situacija je pri permisivnih licencah, se pravi spet jaz dobim vse 4 pravice, ker gre še zmer za avtorsko pravico, ki je živa, moram navesti avtorstvo. Naprej lahko dam pravice, ni mi pa treba, to se pravi sam se odločam, katere pravice bom posredoval. Zdaj, če gremo zdaj se koncentriramo na copyleft licence, tradicionalno so klasično copyleft licenca oziroma prva copyleft licenca sploh je bila GPL, General Public License, in pač tukaj se zelo dobro vidi, gre za to, da jaz dobim spet vse 4 pravice use, study, share, improve in ta koda, ki sem jo napisal, mora tudi, ko jo posredujem naprej, mora še zmer mojemu prejemniku omogočati use, study, share and improve. Tipične licence so GPL in AGPL, European Public License se tudi pojavlja pogosto. Šibke copyleft licence so malo kasneje nastale in gre v bistvu za isto, samo da zato, da širina tega, obseg tega, kaj moram jaz naprej posredovati pod isto licenco, variira oziroma pri šibkih licencah se zmanjša. Se pravi, naprimer pri GPL licenci, če bi jaz vzel eno knjižnico, ki bi jo statično linku, ali pa kakorkoli, vzamem eno knjižnico, ki je pod GPL licenco, naredim program okoli tega, moram celoten program, zaradi tega, ker gre za izvedeno oziroma modificirano delo, naprej dati pod GPL licenco. Če dobim pa knjižnico pod LGPL licenco, moram naprej dati samo to knjižnico pod LGPL licenco in vso kodo, ki sem jo napisal okoli tega, mi ni treba pod odprto kodno licenco dati in lahko imam ali zaprto ali pa pod čist X tretjo licenco, kakor se sam odločim. Tukaj, zaradi tega so tukaj te kljukice v oklepaju, ker pač je omejena. Dva druga tipična primera sta Mozilla Public License pa Eclipse Public License, ki sta v svojih najnovejših variantah obe omejene ne z tako zvanim knjižnico ali modulom, ki je odvisen od programskega jezika, lahko zelo variira, kaj naj bi to bilo, in se koncentrirata na datoteke. Skratka, če nekaj pod Mozilla Public License so točno tiste datoteke, ki sem jih ponovno uporabil,
tiste datoteke so naprej še vedno, tudi ko grejo ven iz mene, še zmer pod Mozilla Public License in moram dati izvorno kodo do njih. Vse datoteke, ki sem jih dodal, so lahko pod poljubno licenco, ki si jo izmislim. Tukaj je treba reči, da so neke različne permutacije, pod kakšnimi pogoji se ta copyleft klauzula sproži, kako je širina določena, kako se licenca obnaša do patentov, ali jih omenja, ali jih ne omenja, kaj to pomeni, če jih omenja ali ne omenja. Tako da to je zelo grob overview, ampak se mi zdi, da je zelo praktičen. Ena stvar, ki ste jo mogoče opazili, je, da je tukaj End User License Agreement še bolj ekstremno pozicioniran kot avtorske pravice same. In sicer zaradi tega, ker praviloma v End User License Agreement se stranke omejuje pri uporabi. In to je zanimiv podatek, ker vse, kar je desno od te črte, pa do te črte, so licence. Licenca po definiciji, po zakonski definiciji je nekaj, kar ti da več pravic, kot ti zakon da sam po sebi. To se pravi, tukaj, glede na to, da mi zakon dovoljuje to in pa to dvoje, je tukaj vse vključen. Zaradi tega, ker gre za licenco, ki mi več daje, mi je ni treba sprejeti eksplicitno. To se pravi, ni mi treba ničesar podpisati, ni nobenih I agree, knofov in podobnih neumnosti. Pri End User License Agreement pa zaradi tega, ker omejuje to, kar bi nam v osnovi pripadalo po zakonu, je treba zadevo zapakirati v pogodbo. Zaradi tega je License Agreement. In zato ga je treba ali podpisati, ali nek click-through, ali pa nekaj podobnega. Naslednje par slajdov imam, kako zdaj, to je zdaj, kako funkcionira zadeva v klasični distribuciji, ko gre za en software, ki teče sam po sebi, ne? Mislim, software, ki se dejansko kopira in podaja po supply chainu. Potem naslednjih par slajdov imam o tem, kako se stvari spremenijo, če ukinemo klasično distribucijo in se zadeva postavi v software as a service. Zato ne bomo imeli časa, lahko pa se mi zdi pa, da so slajdi bojo dani na voljo in so dokaj uporabni in upam, da enostavno za razumeti. Kratek povzetek, v bistvu večina močnih copyleft licenc se premakne v švoh copyleft polje, zaradi tega, ker software as a service v bistvu nisem končen uporabnik ni dobil, oziroma pač moj downstream, če jaz nudim kot servis oziroma kot storitev, ni dobil kopije kode, torej licenca sploh se ni sprožila. Ker ni bilo kopije, ergo no copying, no copyright requirements. Ne? Zaradi tega so lahko zadeva zelo bližju, mislim se, šibke copyleft licence obnašajo približno tako kot permisivne, kar pomeni, da je čisto od mene odvisen, a bom kaj dal naprej ali ne bom. Zadeva je skrita kot servis, ergo dostop do softvera v bistvu nimajo. In edina, v bistvu v praksi, edina omembe vredna copyleft licenca v SaaS okolju je afero GPL, tako da to je, kar se tega tiče to. Na koncu se mi zdi, da so 3 dobre prakse, ki jih je zelo pomemben omeniti in upam, da boste pa tudi sledili linkom. Prva dobra praksa govori o tem, kako lastno kodo opremiti z relevantnimi informacijami. In sicer reuse software so dobre prakse, ki jih delamo zdaj na tem, da bojo prišle tudi direkt bile integrirane v GitHub. Niso še, ampak delamo na tem. V osnovi gre za to, da je treba pač v vsak repozitorij oziroma vsak paket shraniti besedilo licence oziroma vseh licenc, ki veljajo za tisti software. In v vsaki datoteki izvorne kode na vrhu navesti ime licence, ki velja za ta file in pa kdo je imetnik avtorskih pravic. To je več ali manj to. Obstaja tudi en orodje, ki se da praktično imenuje reuse, ki pomaga to preveriti. Internet stran je super enostavna za uporabiti, majčkeno bolj specifičen je, kot sem jaz to razložil, ampak v bistvu isto.
Tukaj sem tudi omenil, se boste videli, SPDX ime licence in sicer gre za to, da Software Package Data Exchange je standardiziran jezik, sintaksa in format za izmenjavo podatkov o softverskih paketih, kot ime pravi. V FOSS compliance se pogosto uporablja na dva načina. Prvo je to, da ima SPDX tudi seznam vseh, oziroma seznam pogostih odprtokodnih licenc, kjer hranijo referenčen tekst, referenčno besedilo te licence in mu dodelijo unikatno ime. To se pravi, če nekdo reče BSD3 clause licenca, točen vemo, za točen kjer tekst licence gre in ne eno izmed 100 permutacij BSD licenc. Druga stvar, ki je pa, da se v compliance v svetu pogosto izmenjuje bill of material, software bill of material prav v SPDX formatu, ki pač vsebuje že vse te podatke, ki sem jih omenil, skratka za vsak file in za vsak paket omeni licenco avtorja oziroma imetnika avtorskih pravic, druge tehnične podatke in tako naprej. Specifikacija, za razliko od reuse software, je SPDX specifikacija več kot 100 strani dolga, tako da je ne bom povzemal kaj več. Imajo pa tudi zelo praktično internet stran, tudi toplo priporočam, da se ogleda. In na koncu, kot sem že omenjal, kadarkoli živimo v nekem softverskem kontekstu, tudi če smo v odprtokodnem kontekstu, smo zmeri del dobavne verige, ali gre zdaj za odprtokodne projekte zgori, pa odprtokodne projekte spodaj, ali gre za firme, pa stranke, ali kakorkoli že. Zmeri smo v razvoju v modernem svetu del neke dobavne verige in ker so pred parimi leti vse skupaj dali praksi pravniki več računalniških firm in ugotovili, da je zelo butast in potraten, da vsak v verigi analizira na primer celotno Linux distribucijo z vsemi 10 000 paketov v vsakem koraku proizvodnje, v vsakem koraku in potem, ko pride ist produkt naprej, se pravi, če jaz dobim od dobavitelja komponento, ki ima Linux gor, pa jaz ugradim v nekaj drugega, je on že vse pregledal in pa jaz bom še enkrat vse pregledal, ker jaz tudi hočem vedeti, da imam vse pravice na tem in kaj so moje potrebe in pogoje, ki jih moram izpolnjevati, da uporabljam to komponento. In za mano, če jaz to komponento prodam, svoj polprodukt prodam naprej in nekdo to ugradi v končen produkt, bo on tisti spet pregledoval. To je seveda dosti butast in zato so prišli do tega, da so sprejeli nek minimalen standard, kakšen naj bo open source compliance v neki firmi ali pa neki entiteti. In gre v bistvu za to, da so politike oziroma smernice, procesi in personal kvalificiran za to, da se s tem ubadajo. Vedno več gospodarskih firm zahteva to od svojih dobaviteljev in v roku naslednjih 9 mesecev naj bi OpenChain 2.1 specifikacija postala tudi ISO standard. To je z moje strani to. Če čas še za vprašanja, če ne pa, kot rečen, software klinika bo popoldne in bom tudi tam. Ja, najlepša hvala. Mislim, da za eno vprašanje definitivno imamo čas, če se komu zdaj da kaj poraja, sicer pa kot, lahko kar tukaj dava spredaj. Ja, zdravo. Tale Creative Commons licenca, kjer v bistvu... Kjera? Ja, zdaj nisem pravnik, da ne točen kjera, ampak ena pravi, da v bistvu lahko uporabljaš vse, ne smeš pa to tržiti. Ja. Kako je zdaj s tem, v bistvu uporabo pa trženjem? Creative Commons licence so malo specifične, so inspirirane z odprtokodnega gibanja bile, so bile pa na srečo ali žalost, odvisen od koga vprašaš, je pri Creative Commons licencah to, da so pod isto marelo spravili precejšen razpon licenc. To, kar se domnevam, da ste namigovali, je Creative Commons licence, ki vsebujejo tako zvan non-commercial clause.
Non-commercial clause, ja, v kratkem pomeni, da ne smeš zadeve naprej tržiti, ampak je treba tukaj reči, da edini dve licence, ki sta odprtokodne, oziroma tudi Open Cultural Works licence, sta Creative Commons by pa Creative Commons by Share Alike. To se pravi Creative Commons Attribution, oziroma by, pa Creative Commons Attribution and Share Alike, ki sta v bistvu enakovredne. Ena je permisivna, podobna MIT, rečemo, ta druga je pa bolj podobna GPL-u. To je to. Vse ostale Creative Commons licence niso odprtokodne, če bi sploh bile za software pisane. Pri tem je tudi fajn poudariti, da Creative Commons licence eksplicitno niso pisane za software, in tako kot ni fajn GPL uporabljati naprimer za fotke, ker je pol padejo vprašanje, kaj je izvorna koda fotke, ki jo moram naprej posredovati, je pri Creative Commons licencah podobno vprašanje, kaj je public performance enega kosa kode. Tako da Creative Commons super za slike, glasbo, umetniška dela, vse možne zadeve, do neke mere podatke, odprtokodne licence za dejansko kodo. Potem obstajajo še open hardware licence, ki pa nimamo časa, da se zdaj o tem debatira, ampak tudi sam poudarjam, GPL, hardware dizajne dati pod GPL, je tudi zanimiva scena, lahko o tem kasneje med kakšno pauzo. Hvala. Najlepša hvala. Eno vprašanje, lahko da hitro. Ja, sem še nakablan. Miroslav Skozleva. Eno vprašanje glede teh dvojnih licenciranj. Aha. Torej, recimo JetBrains, če poznate to firmo, daje kodo odprto, torej free to use in pa ima tudi proprietary produkt. Ja. Na podlagi tega. Če kaj poveste? Dual licensing oziroma multi-licensing modeli. Ja, to je možno pod pogojem, da ima v tem primeru JetBrains vse avtorske pravice na kodi. Neke zadeve še obstajajo, kako se to drugače izvede, ampak v bistvu rabiš imeti avtorske pravice, zaradi tega, ker ko ti daš neko delo pod eno licenco omejenemu ali pa tudi splošnemu ljudstvu, splošni publiki, še zmeraj obdržiš ekskluzivne pravice na tem, da boš ti to licenciral pod kakšno drugo licenco komorkoli drugemu. In tukaj je ta biznis model potem okoli tega, da se pač za tiste, ki jim odprtokodna licenca ne ustreza zaradi takih ali drugačnih razlogov, da se jim proda zaprto licenco. Podoben model, ki ga pri nas imamo v firmi, naprimer, je, da se na to veže pa Red Hat, je to, da se na to veže support in legal assurances. Naprimer, pri nas, kar delamo, je, da je pač osnoven produkt je pod odprtokodno licenco, hkrati pa našim strankam damo, ki plačujejo, damo pa zaprto licenco kot opcijo in pa support in garancijo, da je koda, ki jo dobijo od nas, da nima nobenih intelektualnih lastninskih težav. Skratka, da jih ne bo noben tožil, oziroma pri nas gremo celo toliko daleč, da če jih kdo toži, gremo mi noter v proces namesto njih. Biznis modeli se mi zdi, da so tudi ena druga tema. Jaz ne bi čisto mešal odprto kodo z biznis modeli samo po sebi, sta komplementarna in jo je treba razumeti, kako skupaj funkcionirata, ampak moj oseben mnenje je, da odprtokoden biznis model sam po sebi kot koncept ne obstaja. So pa možne različne kombinacije, ki funkcionirajo.